Spoštovani, dobri ljudje, ki hočete dobro, verni in neverni. V naši oddaji Drugi Vatikanski koncil in nove binkošti razglabljamo o temeljih Drugega Vatikanskega koncila in profesor Ivan Pojavnik, upokojeni profesor Teološke fakultete, profesor patristike, cerkvenih očetov, nam to razlaga, da je Drugi Vatikanski koncil zgrajen na trditvah, nauku prejšnjih koncilov, okrožnic in pa misli papežev. Tako smo sedaj pri Piju XII. In o njegovem razmišljanju in temeljih njegovega razmišljanja o materialistični družbi, kar nam pomaga, da tudi danes prav razumemo situacijo, v kateri se nahajamo, kaj se pravzaprav dogaja na svetu. Gospod dr. Ivan Pojavnik, lepo pozdravljeni. Prisrčno pozdravljeni tudi vi, gospod Zoran, ki vodite to oddajo, in vsi gledalci in poslušalci. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj. Amen. Materialistična civilizacija. Kdo je tisti, ki vodi to materialistično civilizacijo? Na kom sloni materialistična civilizacija? Ali je to na trdnih temeljih človeške misli, ali je to temelji, ki ne zdržijo? Torej, zakaj imamo to materialistično civilizacijo? Da, papež Pij XII. Se je srečeval s to civilizacijo in smo že v nekaj oddajah govorili o tem. Torej, imamo ideologijo materializma. Te ideologije materializma pa ni mogoče razumeti brez sofistike. Torej, ta papež Pij XII. Je rekel, da sofistika, torej ta smer grške filozofije, ki se je začela v 5. stoletju, sofisti, pravi, so zagovarjali skepticizem in so razdrli primitivne kozmološke filozofske sisteme, ki so bili pred njimi, to se pravi od 7. do 5. stoletja. Oni so razdrli svojim filozofskim razmišljanjem, so razdrli te sisteme in so podali svoj nauk, ki se imenuje sofistika. Torej, to je bila smer grške filozofije, ki se je spuščala navzdol, spuščajoča spirala grške filozofije, ki se je spuščala navzdol na spodnji poluti človeštva, ki je pa prebudila reakcijo, kakor pravi ta papež Pij XII., je prebudila reakcijo dveh velikih oziroma treh velikih filozofov, Sokrata, potem Platona in Aristotela, ki zlasti, torej Platon in Aristotel, pravi, sta izdelala dva velika filozofska sistema, v katerih sta pobijala sofistiko. Sofija je modrost, sofistika je neke vrste lažna modrost. In omenili ste Platona in Aristotela in Sokrata, če se spomnim, in ti trije so pa, bi rekel, pravi modreci, predstavniki prave modrosti oziroma filozofije, ki je na nek način večna. Ali so oni idealisti, se pravi, kot Platon izvira iz ideje, iz večne ideje, ali so to imenovani idealisti? Torej, to niso idealisti, ampak realisti. Torej, Platon je nekoliko idealist, kot smo videli že, ampak Aristotel ga je popravil. Zdaj pa vprašanje, kdo so bili to sofisti? Torej, sofisti so začeli svoje gibanje v 5. stoletju in to so bili torej učitelji
Oni so učili, torej bogate sinove za plačilo, seveda so učili bogate aristokratske sinove, so učili torej gramatiko, potem književnost, potem filozofijo, religijo. Poleg tega pa so poučevali tudi torej astronomijo, potem geografijo in ostalo naravoslovje, kolikor je bilo tedaj znano. Oni so bili najbolj izobraženi ljudje, torej, in so mislili, da so tudi najbolj napredni. Torej, njihova vloga je bila to, kar danes imenujemo univerzitetni profesori. To so bili torej v 5. in potem 4. stoletju, 3. stoletju pred Kristusom. To so bili sofisti. Zlasti pa so oni učili tako imenovane kreposti. Ampak kreposti niso bile kreposti v današnjem pomenu besede, ali kakor jih je definiral torej Aristotel ali Platon. Ne, to so bile plezalne veščine, da bi njihovi učenci dosegli najvišje politične položaje v državi, da bi se povzpeli torej na najvišja politična mesta v državi, da bi dosegli najvišje službe. Torej, in zato so pa zlasti tudi učili retoriko ali govorništvo, kajti ti učenci so se morali odlikovati v govorništvu, da bi prekosili svoje politične nasprotnike. Cilj, kakor ste povedal, ni bila resnica. Ne? Cilj ni bila resnica, ampak je bil cilj doseči neko mesto, se pravi nekaj uporabnega, da lahko pridejo v parlament in potem dobijo velike plače in vpliv v družbi. Pri tem pa resnica in pravica ni bila pomembna. To je nekaj podobnega kot pri nas v krščanstvu, ne, da ni pomemben Bog in resnica in usmiljenje in dobrota, ampak je pomembno to, kar nas uči sovražnik, mesto, čast, uživanje, pohvale in tako naprej. Pravi, zato so to, če prav razumem, so to sofisti, lažna modrost. Da, imamo sofista Protagora, ki je živel v 5. stoletju pred Kristusom, ki je dal temeljno načelo smeri sofistike, ki se glasi takole: človek je mira vseh stvari, bivajočih da so, ne bivajočih da niso. Torej, to načelo bi lahko naobrnili samo na Boga. Bog je mira vseh stvari, bivajočih da so in ne bivajočih da niso, ker je prva in univerzalna resnica. V odnosu do te prve univerzalne resnice so vse stvari resnične. Zdaj pa ta Protagora je nadomestil Boga. In sicer imamo absolutni antropocentrizem, človek je mira vse stvari, absolutni antropocentrizem, egocentrizem in geocentrizem. In to se pravi, zdaj človek, ki s svojim spoznanjem je mira ali kot absolutni sistem, torej je mira vsega tega, kar spoznava. Torej, to pa je absolutno na glavo obrnjeno ali napačno. Kajti, če gledam astronoma, astronom s svojim očesom ali pa s teleskopom opazuje zvezdno nebo, opazuje planete, opazuje zvezdne meglenice. Astronom ni merilo zvezdnih meglenic. Recimo, astronom ni merilo te galaksije Andromede, ki šteje okoli 1000 milijard son. Astronom ni merilo. Torej, pač pa on skuša ugotoviti objektivni red zvezd in dogajanja v zvezdah in med zvezdami, in z tega se je polagoma razvila astronomija. Tukaj je bilo ogromno število opazovanj zvezdnega neba. Že Babilonci 3000 let ali 2000 let pred Kristusom so gojili astronomijo, potem grški astronomi in potem astronomi novega veka,
Tako se je razvila veda astronomija, ki je objektivna veda, objektivna, kolikor odzrcali objektivni red v stvareh. To se pravi, astronomi niso bili, torej niso merilo zvezdnega neba. V tem vašem razlaganju spoznavam to eno in isto pot skozi zgodovino človeštva, da namesto Bogu da čast in center sebi, kakor ste zdaj omenili, že v teh sofistih je to vidno. In ta ista zgodba se ponavlja kar naprej do današnjega dne. Zgleda, da je to en in isti trend, da se človeka postavi nad Boga v nekem smislu. Kar pa pravi Jezus, recimo v zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega, kar pravi, da je pa ljubezen do bližnjega, se pravi pomembnost bližnjega, je pa enako vredna. No, tako da pač malo primerjamo z evangelijem in s tem Protagorom in sofisti, ki ste jih omenil. Kaj pa se torej dogaja v tem premiku centra v človeka, pa nam je več ali manj znano v zgodovini človeštva. Torej, kaj se zgodi, ko mi premaknemo center iz resnice na nek način, iz objektivnosti, kar ste vi dejal, v subjektivnost gledanja človeka? Da, tukaj se rodi tako imenovani spoznavoslovni subjektivizem. To se imenuje spoznavoslovni subjektivizem, ki je vedno povezan tudi z relativizmom. Torej, zaradi tega spoznavoslovnega subjektivizma in relativizma so potem sofisti odklanjali metafiziko. So tajili duhovno dušo človeka, to se pravi, človek nima duhovne duše, in potem so rekli, bogove so se izmislili ljudje zaradi svojih osebnih koristi. Se pravi, sofisti so bili materialisti in ateisti. Ne? Materialisti in ateisti. To je ravno trditev modernih sofistov, če tako imenuje, recimo Marksa, ne? Pravi, da si je človek izmislil, da je religija opij za ljudstvo. In ateistični so današnji filozofi in materialistični, se pravi vse, kar je materija. In zdaj, če zopet citiram tega se v zadnjem času zelo znanega svetovalca Svetovnega ekonomskega foruma in pa top svetovalca Klausa Schwaba, torej, ki pravi, da je zdaj ugotovljeno, da človek nima duše, da ni nekaj nič nadnaravnega, da Jezus, v nekem Jezusu, da je to v bistvu, on imenuje s temi besedami fake news, in podobno je to z kačo od samega začetka svetega kačo v raju. Torej, ta ista zgodba se vleče tudi do danes. Torej, kakšne so potem posledice tega načela? Da, posledice smo že omenjali, torej absolutni subjektivizem in relativizem. Pravi kaos, potem pomeni to, da je na svetu nastane vse relativno, nič ni absolutnega, vse se lahko stori, ali kako? Da, to je odpravi, torej objektivno resnico. Kajti sofisti so veliko potovali po tedanjem svetu, so obiskovali narode in so videli, kako so ti narodi različni, in so prišli do sklepa. Resnica se spreminja od človeka do človeka, od naroda do naroda. Torej, resnice ne spozna nobeden. Ljudje spoznajo samo navidezne resnice, ker njihovo spoznanje se ustavi pri čutnih stvareh, pri videzih. Ne? Torej, zato resnice nobeden ne spozna, in to je
skepticizem. Ta filozofska smer se imenuje skepticizem. Ne? Torej, resnice ne bo, nobeden ne more spoznati, ker se spreminja od človeka do človeka, od naroda do naroda. Torej, in oni so izvlekli ta sklep, torej vse je relativno, vse je samo navidezno, vsi spoznajo samo navidezne resnice, nobeden pa ne spozna resnice, nobeden ne spozna resničnosti. To so nam ravno predavali tudi strokovnjaki v tej, se pravi, za rezervne oficirje v teritorialni obrambi, da pravzaprav ni morale in da je vse skupaj samo to, kako se dogovorimo, da je nekaj moralno, ni moralno, in vidim potem, da ostane samo ena stvar še, ki pa nekaj velja in ki bi naj bila neke vrste absolutna. In to pa je sila, moč. Se pravi, neka sposobnost, tako kot pravi Nietzsche, da to narediš, da imaš moč, želja pomoči, ne? Ker z močjo pa ti lahko nekoga pokoriš, ga uporabiš, zasužniš. In potem ostane v tem svetu samo suženstvo in pa gospodarji. Ne? Žal nas vodi potem to, so skozi zgodovino v diktaturo. Torej, iz tega so sofisti potem šli naprej in so rekli tudi za etiko ali moralo. Oni so obiskovali te narode in so videli različne običaje, različna izročila v teh narodih in so rekli, ne obstaja univerzalna moralna postava, ampak obstajajo samo različni običaji. In zdaj, ker ljudje spoznavajo torej te različne običaje in potem čutno spoznavanje se ustavi pri čutnih stvareh, zato je najvišji cilj življenja čutno uživanje, to se pravi hedonizem ali uživaštvo. In prav tako so rekli za pravo, ne obstaja naravno pravo, ki bi bilo veljavno za vse ljudi, ampak obstaja pravo močnejšega. Tako je rekel sofist Rezima, pravica ni nič drugega kot pravica močnejšega. To se vidi pri živalih. In, torej pri živalih zmagujejo ali vladajo močnejše živali. In to se dogaja, pravijo sofisti, tudi v državah. Bolj uspevajo krivični ljudje kot pravični, zato je tiranija najboljša oblika vladavine. Zato sofisti opravičujejo tirane in njihovo nasilje, ker pravijo, to so močnejši ljudje, ki obvladajo šibkejše ljudi. Torej vidimo, kam so zašli, torej ti sofisti, v kakšne zablode in zmote. Hitler je bil diktator, komunistični voditelji so bili diktatorji in jih imamo še danes. In se pravi, diktatura je tisto, je pravica močnejšega. In potem te naše države, tudi naša država, ne uči etike, zanimivo, ne? Mi smo tudi v tem, ni poučevanja etike, tisto, kar je bilo resnično prav, ker za njih pravzaprav ni absolutne resnice. In tudi mi, recimo v Sloveniji, torej in Evropa in svet, ker ne priznava tega, je na poti v diktaturo oziroma pravico močnejšega, kar je končna postaja, je suženstvo. Tukaj bi omenil knjigo Modrosti, drugo poglavje, kjer ta sveti navdihnjeni avtor zavrne torej glavne zmote sofistike, torej, ki je bila razširjena torej v tedanjem svetu, kajti ta knjiga Modrosti je nastala malo pred Kristusovim rojstvom, nekje v 1. stoletju ali 50 let pred Kristusovim rojstvom. In tudi tedaj je bila sofistika razširjena, ne samo v 4., 3. stoletju, tudi v 2. in 1. stoletju. In potem še naprej skozi zgodovino vidimo, da je sofistika razširjena. Omenil bi svetega Tomaža Akvinskega, ki je, torej, ko je komentiral Aristotela. Aristotel je zavračal sofistiko temeljito tudi v svoji metafiziki.
torej zavračal. Pravi, filozof in sofist naravnavata svoje življenje v nasprotno smer. Filozof v vedenje resnice, sofist pa k navideznemu vedenju, čeprav tega ne ve. Torej, to je bistvena razlika. Kako je misli to, čeprav tega ne ve? Se pravi, da ni siguren ali kako je to zaključil Tomaž Akvinski? Torej, to je zelo pomembna definicija svetega Tomaža Akvinskega na podlagi torej Aristotela, da je bistvena razlika med filozofom in sofistom. Zdaj, vsak človek je ljubitelj modrosti, o tem smo že govorili, je ljubitelj modrosti ali je ljubitelj resnične modrosti, tedaj je človek filozof. Če pa je ljubitelj lažnive ali navidezne modrosti, tedaj je človek sofist. Ne? In obstaja, kakor uči pismo apostola Jakoba, obstaja pozemeljska, živalska in demonska modrost. In zdaj bi nekoliko razložil, kaj je to pozemeljska, živalska in demonska modrost. To bo zelo zanimivo, seveda, in verjetno gre v tudi to našo sliko o Bogu in pa Satanu, o Božjem nauku in pa o nauku Božjega nasprotnika, kar je v Svetem pismu povedano in tudi v življenju Jezusovega delovanja oziroma v njegovem oznanjevanju. Torej, pozemeljska modrost je zemeljska in podzemeljska modrost. Potem živalska modrost. Torej, človeku bi duh moral vladati nad psiho in nad biološkim telesom. Torej, tukaj imamo psihobiološke nagone, ki so podobni kakor pri živalih. Ne? Človek bi moral s krepostmi vladati nad temi nagoni. Lahko pa se duh podredi, torej psihi in biološkemu telesu se podredi, psihobiološkim nagonom ali biopsihičnim nagonom se podredi in pospešuje te nagone in iz tega potem izhajajo neurejene živalske in zverinske strasti. Torej imamo te zverinske strasti, živalske strasti, imamo zlodejnosti, ki jih opazimo v zgodovini. Ne? Torej, tukaj bi omenil pismo Rimljanom, prvo poglavje, ko apostol piše, da ko so ljudje obrnili hrbet Bogu, potem so se upodabljali, torej duhovno so se upodabljali, pravi, po pticah, po četveronoscih in po plazivcih. In so tako privzemali razne oblike, torej živalskega življenja. Potem tudi Jezus v evangeliju pravi, varujte se torej krivih, lažnivih prorokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Torej v Svetem pismu imamo tudi tako imenovano antropološko zoologijo, kjer so cerkveni očetje potem razlagali, kako se oblikujejo torej živalski ljudje. Torej imamo že pri Platonu imamo to zanimivo, že tudi pri Platonu imamo to torej antropološko zoologijo tudi pri njem. Kot sem prej omenil tega Hararija, vrhunskega ali pa prvega svetovalca ekonomskega foruma, enega izmed teh glavnih svetovalcev, on govori ravno o tem, kar ste vi govoril in kar so tudi, kaj je teologija tudi omenjala. Namreč, da je človek samo žival, on pravi. Pravi, človek je žival in nima večne duše. Ta degradacija človeka iz Božjega otroka, od večnega dostojanstva in tako naprej, v žival. Se pravi, človek je žival.
je zgolj materija in se ga da, kot pravi on, s pomočjo računalnika in tako naprej, hekirati. On pravi dobesedno, svobodna izbira, s tem je konec, pravi on. Zdaj imamo tehniko, kar lahko človeka, po domače povedamo, zasužnjivo in nima več on svobodne izbire. To je v skladu z tem že poučevanjem, ki ga imate vi sedaj o sofistiki in o tem nasprotnem delovanju. Omenil bi klasično definicijo Aristotela, ki je definiral človeka takole. Človek je razumna ali logična žival. Ne? Človek je torej razumna žival. To je klasična definicija Aristotela o človeku, ki ni zgrešena, kakor pravi Avgustin, ki je sveti Avgustin je o tem razpravljal, je rekel, v človeku sta dva dela. In sicer živalski del in potem imamo razumni del. Človek je torej razumna žival. Zdaj pa pravi sveti Avgustin, če ta razumni del se oklepa samo živalskega dela in se mu podredi, tedaj bo človek žival. Če pa razumski del presega torej ta živalski del in mu gospoduje, tedaj bo človek. Ne? Torej ta definicija je tako dobra, da velja za vse čase. Ne? No, pa zopet zanimivo pri razumu. Ne? Se pravi, moramo ohranjati razum, oziroma razum to je racio. In je pravi božji človek tudi, ko pravi Tomaž Akvinski, oziroma to je bil Avrelij Avguštin, ste rekli, je božji človek tudi racionalni človek. Ker smo tukaj na področju metafizike, to se pravi modrostnega razmišljanja, kot vidite, ta načela veljajo za vse čase. Torej, da tudi že filozofi so spoznali marsikaj resničnega, kar ostaja veljavno. Torej, za vse čase. Torej, kar je bilo resničnega v grški filozofiji, to je krščanstvo sprejelo. Seveda, sofisti so sestavljali spiralo orbitalnih voznikov, ki se je na podzemeljski poluti človeštva gibala proti polu niča. Torej, zato je Platon pravilno opredelil sofistiko, da je vednost o nebitju ali o niču. Torej, premikala se je seveda tudi proti polarni zvezdi iz Brezna, iz peklenskega Brezna, ker vemo, da Satan je glavni učitelj sofistike. In premikala se je tudi proti prestolnici, duhovni prestolnici spodnje polutje človeštva, ki je polarni Babilon. To je nepojmljivo globoko, je ta polarni Babilon, ki je prestolnica sofistike v celotni zgodovini človeštva. Zdaj sofisti so krivi preroki. Krivi preroki so nastopali v stari zavezi. Vemo, kako hud boj je bil. Torej med pravimi preroki v stari zavezi in potem med pravimi preroki. Potem imamo v evangeliju boj med Kristusom, ki je učlovečena modrost, in farizeji, pismouki in saduceji, ki so bili glavni nasprotniki Kristusa, so bili krivi preroki in so bili, torej sofisti, so bili učenci sofista hudobije, so živeli v zavezi z očetom laži in so se tako bojevali proti Kristusu. Imamo v evangeliju strašen spopad med pravo modrostjo, med Kristusom, torej pravo modrostjo in lažno teološko modrostjo. In zdaj ta spopad se nadaljuje tudi v zgodovini cerkve, ker tudi v zgodovini cerkve nastopajo lažnivi preroki. Torej nastopa to ljudstvo antikrista in krivi preroki so voditelji ljudstva antikrista, torej ki se bojuje proti ljudstvu Kristusa. Torej, sofistika je negativna metafizika, torej, ki nastopa v vseh časih, ki parazitsko izpodjeda pravo metafiziko, filozofijo
kulturo, torej religijo in teologijo. To se dogaja v vseh časih. V področju dobrega in zla lahko rečemo, da je, če sem prav razumel, sofistika ali ta način razmišljanja je zlo. In Bog, se pravi svojim naukom, je dobro. Dobro za človeka, človeštvo, osebno življenje, duhovni napredek in tako naprej. Tako, če zdaj zopet tu razdelimo na levo in desno, je, bi rekel, hudič ali Satan je na strani zla in Bog je na strani dobrega. Da gre potem, kot ste vi tudi povedal, da gre pravzaprav za boj med Satanom in Bogom. Da, v globini je to gotovo. Ampak jaz bi omenil svetega Tomaža Akvinskega, ki pravi, zlo deluje v moči dobrega. Zlo deluje v moči dobrega. Zlo je parazit. Parazit živi na račun žrtve, ki jo izpodjeda. Recimo imam raka, torej rakaste celice požirajo zdrave celice, uničujejo organe, uničujejo moj organizem. To se pravi, rak napreduje s tem, da uničuje moj organizem. Rak raste s tem, torej, da uničuje dobrino zdravja mojega telesa. Torej, to je zanimiva stvar. Torej, zlo je parazit. Zlo lahko deluje samo v moči dobrega. Potem, zabloda je neresnica. Zabloda izpodjeda resnico. Torej, s tem zabloda živi, da uničuje resnico. Še hujša stvar je za laž. Laž je protiresnica. Laž uspeva s tem, da uničuje resnico. Kolikor bolj uničuje resnico, tolikor bolj laž uspeva. Torej imamo parazite. Ne? Parazite vidimo v naravi, parazite vidimo v svojem telesu, parazite vidimo tudi na področju torej človeškega mišljenja in delovanja. Mogoče še nekaj podobnega je tudi tema. Tema je tam, kjer ni svetlobe. Svetloba je, teme pa pravzaprav v bistvu ni. Potrebuje odsotnost svetlobe. Glede na laž in resnico pomeni, da resnica pravzaprav je, laž pa je samo zanikanje resnice. Tudi je ni, ne, resnice. In če grem zopet nazaj na Sveto pismo, hudič v raju pravi, da ni res, kaj Bog uči. Ne? Da to, kar Bog uči, ni res, da mora, se pravi, zopet je resnica in on potem mora zanikati Boga. Zlo deluje v moči dobrega, se pravi, nekaj obljublja, nekaj neresničnega in potem nas zavede. Zakaj mi hočemo, da smo zavedeni na nek način, oziroma smo nalagani, ali zakaj sprejmemo to sofistiko, to laž, ki deluje na osnovi, uporablja resnico, da lahko sploh se uveljavi. Da, tukaj bi omenil svetega Gregorja Nacijanskega in svetega Avguština, torej ta dva velika cerkvena očeta, ki pravita, zmeraj je lažje porušiti red, kot ga ohraniti. Torej, to je lažje, ta pot je lažja. Sveti Avguštin daje tole primer. Starši rodijo otroka, potem ga hranijo, ga oblačijo, ga vzgajajo, 18 let, pravi, toliko truda, toliko naporov je bilo potrebnih, nekdo pa tega mladeniča, ki je star 18 let, v hipu ubije. V hipu ubije in s tem uniči, kar so starši delali 18 let. Ali daje primer žitnega polja. Torej, neki kmet se je trudil, torej veliko mesecev, da bi to žito zraslo, obdeloval njivo, potem je žito že skoraj zrelo, njegov sovražnik pride in vrže baklo
in v nekaj minutah je tisto žitno polje je uničeno. Ne? Ali pa ladja, dajo primer tudi ladje. Nekdo torej z vrta na dnu lesene ladje napravi luknjo in ladja se potopi. Ampak koliko naporov je bilo potrebno, torej da so zgradili tisto ladjo. Ali pa modern primer. Ljudje pravijo, da za potniško letalo je potrebno 20.000 načrtov. Torej zgradijo to potniško letalo, ki pelje potnike na višini 8.000 metrov. Neki terorist je postavil tempirano bombo, ta bomba eksplodira na višini torej 8.000 metrov in v hipu se to letalo razleti. Se razleti 20.000 načrtov. Tisti potniki se ubijejo. Vidite, zlo je veliko lažje. Torej rušiti red je veliko lažje, kot pa ga ohraniti ali sploh graditi pravi red. Pravi red je zahtevno. Torej, recimo arhitekt, da zgradi hišo, so potrebne sposobnosti. Nekdo pa uniči, torej kot sem omenil, ki ni sposoben, ampak je sposoben za zlo, lahko takoj poruši, kar se je nekdo trudil toliko let in tako naprej. Torej zlo je hitrejše, rušenje je enostavnejše. Seveda, zdaj o tem smo govorili, ampak jaz bi navedel Sokrata, torej njegovo definicijo sofistike, ki jo je zapisal Platon v tem delu dialogu Sofist. Pravi Sokrat takole: sofistika je posnemovalna, premisli ponarjevalna veščina, del veščine ustvarjanja protislovja, del mnenjske večine, za katerega je značilno pretvarjanje, del veščine ustvarjanja prividov, ki izgovori ustvarja iluzije. Torej, to je najprej veščina protislovja, kajti Protagora je trdil, da se tangenta dotika kroga v dveh točkah. Ne? To se pravi, sofistika sprejema ali zagovarja ukrivljeno ali neevklidsko logiko. Neevklidsko logiko. Njena naloga ni iskanje resnice, temveč da bi slabši logos, to se pravi slabšo misel, slabši nazor, slabšo zadevo, prikazala kot boljši logos, krivico kot pravico, laž kot resnico in bi tako torej zaprla usta nasprotnikom s pomočjo prepričevanja, to se pravi s pomočjo retorike in govorništva. Ne? Ja, jaz vidim to zgodbo, ki se venomer ponavlja, že torej od samega začetka, že od grških filozofov, rekli ste, 5. stoletje pred našim štetjem do danes, tako da ta odnos med človekom in resnico zgleda, da je isti. In potem se mi tu mogoče malo sicer pojavlja vprašanje, zakaj je bil potreben Kristus. Torej to, ker Kristus je resnica, ker kot vidimo, človeštvo je v tolikih zablodah, da brez Kristusa resnice ne more iziti iz tega. Ampak zdaj retorika, ki so jo sofisti uporabljali, da so premagali svoje politične nasprotnike, je uporabljala dialektiko z navideznimi razlogi, torej so premagali svoje nasprotnike, ker oni so nastopali kot govorniki pred množicami. In potem eristika je veščina prepirljivosti. Ne? So vzbujali prepire, da so te nasprotnike potisnili ob steno. In potem imamo še, kar je zanimivo, kaj je ugotovil ta Aristotel, da sofistika je veščina ustvarjanja prividov. Kako se pa ta sofistika, kot zgleda, da je za vse čase, ali vsaj za ta čas, v katerem mi živimo,
prisotna, kaže v današnjem času? Tukaj bi omenil tega fizika Adlešiča, ki je napisal knjigo Svet svetlobe in barv. In tam v tej knjigi beremo tudi poglavje o fiziološki optiki človeškega očesa. Torej in pravi, da obstaja znanost ustvarjanja torej optičnih prevar ali prividov, ki jo uporablja filmska umetnost. Pravi, na primer v bazenu posnamejo vihar na morju. Torej v tistem bazenu je voda, je neko valovanje, ampak oni svojo optiko ustvarijo, torej optično prevaro ustvarijo, torej ta optični privid. In potem gledalci, ki gledajo ta film, torej oni mislijo, da gledajo torej vihar na morju, ampak so žrtve optičnega privida, ker tisti vihar ni bil vihar na morju, ampak v bazenu. Torej to je veščina ustvarjanja optičnih prividov in sofistika je veščina ali umetnost ustvarjanja optičnih prevar ali prividov, torej na duhovnem področju. Torej, sofistika je laž, zlo in prevara. In je na strani seveda slabega, ne na strani Boga. Ali potem pomeni v tem duhovnem boju, še enkrat, da gre za eno in isto zgodbo dobrega in zla, Boga in hudega duha, ki se pa kaže tudi v današnjem času, v današnjih pristopih, v današnji misli. Torej to, kar ste vi omenil, torej padec Eve, torej tale sofist Satan, on je ustvaril duhovni optični privid. S tem duhovnim optičnim prividom je slabo prikazal kot dobro. In tukaj ta Eva, ki ni bila izkušena v sofistiki, torej je ugriznila v ta privid, torej sprejela to besedo kače, ta optični privid je prestopila Božjo zapoved in s tem je padla pod Satanovo oblast, je bila žrtev optičnega privida, je bila žrtev optične prevare, je bila žrtev laži. Torej s tem je potem zapeljala tudi Adama. In zdaj, ker je človeštvo po Adamovem padcu v sužnosti greha, torej tale sofist hudobije vedno uporablja optične prevare, duhovne optične prevare, da nas zapeljuje torej v odpad od Boga ali v zablode in grehe. Torej mi smo vedno, skušnjave so vedno torej optične prevare, duhovne optične prevare, katerim, če nismo izučeni, torej ali je težko sploh spoznati, torej padamo in vedno grešimo, ker nasedamo tem optičnim prevaram. In to vsa zgodovina je boj proti tem duhovnim optičnim prevaram, ki so vedno na delu, ne? Ker ta sofist hudobije, torej je vedno na delu. Kaj pa moderna filozofija? Kaj pa ona danes pravi? Torej, moderna filozofija je oblika sofistike, ker vsak filozof je bil mir ali merilo vseh stvari. Torej, ta filozofija se je odvila v koordinatnem sistemu, torej absolutnega antropocentrizma oziroma egocentrizma in geocentrizma, zato vsak filozof je bil merilo vseh stvari, je bil subjektivist in torej subjektivist in potem relativist. Torej, zato se je tukaj sofistika, to je največja obnovitev sofistike v zgodovini človeštva, torej je ta moderna racionalistična filozofija, ki je parazitsko izpodjedala torej krščansko kulturo, ker je izhajala iz krščanske kulture in jo sekularizirala, s tem, da je parazitsko izpodjedala krščansko kulturo, je vedno bolj rasla, ne? Torej krščanstvo je izgubljalo moč, ta filozofija pa je vedno bolj rasla. Torej imamo to soočanje s krščansko
kulturo in filozofijo. Torej, in ta filozofija je torej spodjedla, uničila ne samo krščansko filozofijo in kulturo, ampak tudi torej, grško filozofijo in kulturo. Ne. Torej, je razdrobila ta 3 mesta, torej Jeruzalem, Atene in Rim, iz katerih je izhajala krščanska kultura. Tega več ne najdete v moderni filozofiji, ker je to razdrobila. Ne. In tukaj bi omenil Kanta, njegovo delo Religija znotraj meja čistega uma. To je precej dolgo delo, ki sem ga prebral v celoti. Torej, in čudil sem se, ko sem bral torej, to delo, kako je Kant torej, sprevračal vse verske resnice in jih razdrobil. On je torej, z lažno modrostjo, sofistiko, je razdrobil torej, cerkvene očete, torej razdrobil gore cerkvenih očetov, je razdrobil koncile, torej ti koncili, ki so bili v antiki, so zavrnili torej hude krive vire glede Kristusa in svete trojice. Kant je vse to obnovil, vse te herezije, torej, ki so jih že zavrnili cerkveni očetje. Potem se je dvignil nad evangelij, nad Kristusa, vse razdrobil, torej staro in novo zavezo, potem cerkev, torej liturgijo, torej vse je razdrobil, tako da se vidi, da je bil velikan sofistike. Torej to delo je sinteza vseh herezij. Gotovo Luther je že učil precej herezij, ampak Luther je nekaj majhnega v primeri s tem filozofom Kantom, ki ni bil filozof, ampak je bil velik heretik, ker je razdrobil vse. Torej je razžrl vse verske resnice in potem seveda, če je razžrl vse verske resnice, je razžrl torej kot parazit tudi človeško spoznanje, ker tiste njegove teorije o človeškem spoznanju torej so zgrešene. Poglejte, kakšen velikan sofistike, največji filozof novega veka, ki je tudi eden največjih heretikov v vsej zgodovini krščanstva. Jaz imel eno vprašanje, če nam lahko date en primer iz tega Kantovega dela, rezultat Kantove misli, kako je on razbil naprimer liturgijo ali pa Sveto Trojico ali krščanstvo ali ne vem, kako, cerkev. Pa saj to pove, ta naslov njegove knjige, Religija znotraj meja čistega uma. Se pravi, on je skušal svojim majhnim človeškim razumom razložiti verske resnice, ki neskončno presegajo človeški razum, kako recimo resnica o Kristusu, resnica o Sveti Trojici, to neskončno presega človeški razum. On je vse razložil svojim človeškim razumom, torej in s tem je uničil vse te verske resnice, ker to se ne da razložiti človeškim razumom. Je potrebna vera. Ne? Torej, potem je razdrobil tudi skrivnost cerkev, ker cerkev je skrivnost, liturgija je skrivnost. To so nadnaravne skrivnosti, torej, ki so povezane z naravnim redom spoznanja, ampak vse to presega. Kant je bil racionalist, se pravi, za njega je človeški razum Bog in torej vse, kar presega človeški razum, se pravi Božje razodetje in Božje skrivnosti, on je vse to podvrgal svojemu malemu človeškemu razumu, mikrologičnemu razumu, torej in je potem seveda ustvaril to lažno gnozo, vse te herezije, obnovil vse herezije, ki jih je cerkev že zavrgla. Ne? Ampak on je to seveda delal, češ da dela na področju filozofije. Ampak to je bila lažna filozofija, to je bila sofistika. Poglejte, kako je sofistika nevarna, kako je mogočna sofistika. Meni se zdi tole, da če ti resnično slediš razumu, bi moral priti nekako do Boga, do resnice, medtem on pa ni. Se pravi, da je on v okviru tistih nekih spoznanj, on potem lažno zaključil vse skupaj to, da to funkcionira. Ne?
Da, zaključna misel bi bila ta, kar je rekel papež Pij XII, torej, da Satan je iznajditelj praznoviri. Torej, ta definicija, ki jo še nobeden ni podal, je zelo izvirna, ampak tudi zelo resnična, ker on je sofist, torej hudobije, iznajditelj praznoviri, ker stalno ustvarja. On je največji ustvarjalec optičnih, torej duhovnih optičnih prividov ali optičnih prevar. Torej, in samo v moči Svetega Duha lahko premagamo sofistiko in tega največjega sofista, ki je iznajditelj praznoviri. Hvaljen Jezus in Marija. Na veliko moj amen. Torej, dragi gledalci, verni in neverni, zelo zanimiva pot od starih grških nepravih filozofov, torej sofistov, do današnjega dne. In zadnja trditev profesora Pojavnika je, da samo Sveti Duh nas lahko vodi tudi preko te lažne dialektike, zato še vedno ostane življenje z Bogom in upoštevanje Gospodovih zapovedi, sprejemanje sakramentov in molitev. Naj vas Bog razsvetljuje v tem težkem sedanjem času. Lep pozdrav.